Lep pozdrav, spet se bliža božični čas oziroma čas božičnih praznikov, kjer vsi ljudje, ki imajo dovolj denarja, kjer večina ljudi, ki ima dovolj denarja, teka po trgovinah z darili, s katerimi želi svojim bližnjim znancem in osebam, ki jih definira kot nekaj bolj osebe, ki so bolj znane ali pa več vredne na nek način od drugih oseb, ki jim kupuje ta darila, zato da bi jim s tem pokazali, da so jim všeč, so jim pri srcu, da jih imajo radi in tako naprej. Pri tem pa se seveda ne upošteva tega, da to prinaša določene posledice in da je to v bistvu kupovanje daril namreč za božič nepraktično, v bistvu ima zelo neprijetne posledice za večino ljudi, čeprav boste rekli, ja, saj trgovci zelo veliko zaslužijo in tako naprej s tem. Ja, to je res, trgovci že, ampak trgovcev ni veliko. Veliko več je delavcev, ki vsa ta darila proizvajajo. Predvsem prihajajo iz Kitajske in zelo revnih držav in morajo zaradi tega še posebej garati in so plačani tako malo za te stvari, da si noben od ljudi, ki kupuje te produkte, ne bi želel delati v takih pogojih. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se ljudje začnemo zavedati, da ima ta božična norija kupovanja daril zelo nevšečne in nesprejemljive posledice za ljudi, pa ne samo za ljudi, tudi za okolje, ker s tem uničujemo planet dejansko, ga onesnažujemo. V enem članku sem prebral, da večina daril v roku pol leta pristane v smeteh oziroma niso uporabljena več sploh. Tako da jaz že več let ne kupujem več daril za božič. Če že, predlagam, da se kupi kaj hrane, recimo, kaj takega, kar je praktično uporabno, ker kupiti karkoli drugega je eno navadno sprenevedanje oziroma če si mislimo, da če sem ugotovil, da če hočem pokazati nekomu, da ga imam rad ali pa da mi je všeč na tak način, da mu kupim darilo, potem s tem v bistvu ne počnem tega, ampak ga podkupujem v bistvu. Ali pa ga poskušam zmanipulirati na tak način, da bi me ta, kateremu sem mu darilo kupil, videl kot dobro osebo. In to je brez veze. Na tak način ne pokažemo, da nas skrbi za nekoga, recimo, da nam ni vseeno za nekoga, da imamo nekoga radi. To pokažemo vsak dan s tem, z načinom našega življenja in s tem, kako pomagamo drugim, s tem, kako damo drugim to, kar bi želeli, da sami prejmemo. Torej, vsi se bomo mogli spremeniti v tem smislu, da bomo nehali druge podkupovati z darili in razne druge možne načine, zato da bi si s tem zagotovili nek lastni interes pri drugih. To se da zelo enostavno narediti z samo iskrenostjo in samo odpuščanjem. Predlagam, da si na to temo ogledate stran destinyprocess.com ali pa preberete kakšen blog. Jaz bom dodal linke pod ta video, kjer si lahko to pogledate in boste ugotovili, da
v bistvu si lahko pomagamo najbolj učinkovito s samoodpuščanjem in z samo iskrenostjo pri naših zablodah, za katere večino časa sploh ne vemo oziroma se nam ne zdi, da so kakorkoli pomembne, dokler nas ne zadene nekaj v čelo. Ampak takrat je že ponavadi zelo pozno za take stvari. Tako da predlagam, da se začnemo prej vsi skupaj zavedati, preden je prepozno oziroma zelo pozno, zato da začnemo skupaj delati na tem, da ustvarimo boljši svet, ki ne bo temeljil na izkoriščanju in na podkupovanju drugih, ampak bo temeljil na dejanskem praktičnem izkazovanju tega, da nas za druge skrbi enako kot za nas sami in da se zavedamo tega, da moramo drugim omogočiti enako udobnost bivanja, kakor si ga sami želimo. Ker če ne bomo sami pristali v kratkem v takem položaju, kjer ne bo nobenega briga, kaj se z nami dogaja in nam bo zelo hudo in zelo težko in potem bi si pač želeli, da bi kdo drug se nas usmilil in nam pomagal, ampak takrat je ponovadi že prepozno, zato se dajmo rajš prej spraviti k temu, da začnemo vse ljudi obravnavati enakovredno in da nas začne za vse skrbeti enako kot za nas. Se pravi, da omogočimo vsem ljudem, pa tudi živalim in vsem, kar obstaja, enako možnost in enako udobnost bivanja, kakor si ga sami želimo. Ok, hvala lepa.